Zdravo družba, dobrodošli v tem novem formatu. Sam niti še ne vem točno, kako bo tole izgledalo. Vem sam, da bi rad čim več neke uporabne pa poučne vsebine delil. Zdaj, fokus v tej zadevi ne bo toliko na nekih videoreceptih, ampak predvsem na nekih nasvetih, trikih, nekaj pač čim bolj uporabnega. Tako da, jaz upam, da vam bo tole všeč. Pa pojdimo pogledati, kaj sem pripravil za prvo epizodo. Zdaj, tukaj bi bilo fajn naštudirati neko vodno špico, ne. Tako da, tole moram še narediti. V glavnem, zdaj tako, na internetu najdete ogromno nekih nasvetov, kako narediti meso čim bolj sočno, čim bolj intenzivno po okusu, ne. Pa dosti teh nasvetov niti ne drži toliko, ne. Jaz sem z leti prišel sam do enega uporabnega trika, kako narediti meso bolj sočno in pa tudi intenzivno po okusu, in to je z uporabo slanice. Zdaj, kaj to točno pomeni, ne? Za slanico rabimo 3 stvari, oziroma dosta že 2, no. Rabimo liter mlačne vode, 50 gramov soli in pa 50 gramov rjavega sladkorja. Sladkor lahko damo not, lahko ne. Bomo povedali kasneje, zakaj se ga daje. V mlačno, zakaj? Zaradi tega, da se bo ta sladkor pa sol čim hitreje raztopila. To ohladimo v hladilniku, se pravi slanico damo v hladilnik, zato da se ohladi na neke 4 stopinje ali manj, in potem potopimo v to slanico meso. Kakšno meso, kakršnokoli, sploh pa za perutnino pa svinjino je to fenomenalno. Tako da ja, to je v bistvu to. Zdaj pa koliko časa moramo pa mi to namakati, ne? To je tisto zdaj glavno vprašanje. Odvisno seveda od kosa mesa. Tako da dol v opisu tega videa bo link do mojega bloga, tam bo taka luštna tabelica, kjer bo pisalo točno za kateri kos, koliko je priporočeno dolžina namakanja. Predvsem pa lejte, ne se zdaj tega držati do minute točno, pa pol reči, meni je bilo preslano, meni je bilo premalo slano. Eksperimentirajte, probite, pa naštudirajte za tiste svoje najljubše kose, koliko časa bi jih želeli namakati, da boste dobili tisti maksimalni učink. Tako da ja, zdaj pa dajmo na hitro razložiti, kaj ta slanica sploh naredi. Se pravi, mi zdaj to meso not namočimo in to meso zdaj ne bo sočno bolj pa polnega okusa, zaradi tega, ker je namočeno v vodi, pa ker se napije z vodo, pa bo zato bolj sočno. Ne. Se pravi, voda pomaga samo to, da se sol hitreje stopi, in zaradi tega, ker je sol v vodi raztopljena, bo zaradi tega hitreje prodrla v meso. Zaradi tega, ker hitreje pa bolj intenzivno prodre v meso, je meso bolj sočno in bolj intenzivnega okusa. Zdaj, zakaj je zaradi tega soljenja bolj sočno? Zaradi tega, ker sol globje prodre lahko v meso, se noter vlakna zaprejo in med samo peko spustijo manj vode ven. In zato ostane sočno, ne zato, ker bi šla voda v meso. Tako da to mora biti jasno. Zdaj, zakaj se daje pa sladkor noter, ne? Sladkor se pa daje zato, sladkor se niti ne stopi, pa prodre v meso, ne bo naredilo sladkega mesa, ampak ostane na površini in pomaga pri boljši karamelizaciji med samo peko. Tako da ja, to je to, teorija. Zdaj pejmo pa mi ven, da še teoretični del spravimo, da pokažemo, kako se to vse naredi, pa da še spečemo, pa pojemo, da vidimo, če je res kaj razlike v tem. Tako da, pejmo ven. Evo, rabimo skledo za vsaj liter vode, liter mlačne vode, 50 gramov soli in pa 50 gramov sladkorja. No, evo, samo sekunda, eno žlico raven nam tole premešal. Zdaj, tukaj imam zdaj 4 kose piščančjih stegen brez kosti, pa brez kože. 2 bomo namočili, zato da bomo videli, če zdaj to res učinkuje. 2 bomo pa pekli taka kot sta, zato da bomo lažje primerjali. Stegna namočimo noter. To zdaj lahko pokrijemo in pospravimo v hladilnik. Za koliko časa? Takale stegna bi jaz namakal recimo uro do uro pa pol. Bo čisto dovolj. Tako da ja, se vidimo čez 1 uro. Pa še enkrat, da poudarim, to meso ne bo bolj sočno zaradi tega, ker ga namakamo v vodi, ampak zaradi soli, kot smo prej razložili, ne. Zdaj, zaradi tega bo bolj sočno, ne. Kaj bo pa zaradi tega namakanja bolj okusno, oziroma bolj intenzivno po okusu? Zaradi tega, ker bo sol močno penetrirala v meso in pač vemo, sol je naravni očevalec okusa in bo zaradi tega bolj intenzivno po okusu. To lahko probate s katerimkoli kosom mesa. Probajte, boste videli. Enač, zdaj pa to nesemo v hladilnik, pa damo ven, obrišemo, pa gremo peč, ne. Evo, 1 ura pa pol je mimo. Naša stegna so klede noter. Evo, takole tole plava noter. Gremo mi zdaj tole dati na žar.
Tukaj imamo v slanico namočeno piščančja stegna, tukaj pa navadna, nesoljena, kot da jih bomo zdaj po peki solili. Te pa ne bomo nič zaradi tega, ker so se 1 uro namakali v slani vodi in so zato logično dovolj slana. Tako da ja, zdaj vse, kar nam še preostane, je to, da tole probamo. Aha, seveda. Kako smo mi tole spekli? Tole smo spekli samo na direktnem ognju, na plinskem žaru. Pekli smo tam nekje med 200 in 250 stopinj Celzijami. Koliko časa? Recimo, da 10-12 minut. Predvsem pa pri perutnini je zelo pomembno, no, da jo spečete do 75 stopinj Celzija, zato da je varna za jesti. Tako da na to bodite pozorni, da ne boste vi namakali sam tale piščančja bedra, lahko namočite celega piščanca. Če se vam zdi premalo litra vode, dajte 2 litra, pa 3 litre vode. Tako da dajte se igrati, lahko celo svinjsko ribico, lahko svinjska rebra, karkoli želite, lahko not namočite in boste videli, da bo res velika razlika. Zdaj pa, da ne bomo samo na suh tole govorili, dajmo tole probati. Se pravi, tukaj imamo nenamočenega piščanca, soljenega po peki, pa dober tek. Čudovito, krasno. Koliko mora biti. Zdaj pa probimo mi tale, namočena. Ljudje, je razlika. Razlika je v mehkobi, razlika je v sočnosti, tudi v okusu je razlika. To je to. To je to. Lepo vas prosim, probite. Boste videli, a vam je to všeč ali ne. Nič ni narobe, če vi še zmeraj tako pečete vašega piščanca. Nič narobe. Ampak, zato da se včasih malo poigramo, pa malo v drugo smer zapeljemo, pa probamo čim več iztisniti iz tega kosa mesa, da tega namočati v slanico. Ne bo vam žal. Tole je res dobro. Res dobro. Nič. Jaz moram tole iti pojesti do konca, mi pa se vidimo naslednjič. Lejte, če vam je bilo tole všeč, dajte stisnite en like, naročite se, tukaj spodaj kliknete, pokomentirajte, povejte, vam je bilo všeč, povejte, kaj bi radi videli, sprejemam predloge. Tako da ja, to je to. Upam, da vam je bilo všeč, se vidimo naslednjič, pa dober tek. Tega le probaj. Pa povej, če ti je všeč. Tale, v bistvu ne, pardon, tega ne nazaj. Tale je soljen po peki. Ta je dober. Ta je dober. No, zdaj pa probi tega. Vse je to dober, ampak boš povedala, če je kakšna razlika. Oče, zdaj pa imamo še pojeti. Dobro je. Dobro je. A boš? Jaz ne bom. Ne boš? Nič ne peče, to je sol. Ne bom. Samo zelo dobro. Ja še mi bacamo. Dobro. Se peče piščančja stegna, ni žuzga. O, Tole. A dober bi ne? tole sem probil. A sol ti ni dobro? Fuj. Pomahaj.